Dialogi so komični in duhoviti, situacije pa morda resnejše, kot se zdijo. Za zmeraj je romantična komedija, ki govori o ljubezni in bolezni, o vsem, kar je vmes in kar ju povezuje. No, ta predstava recimo je prav posebna. Je gledališka predstava in pa koncert v enem, se pravi dva v enem. In gre za vsebino predstavo o ljubezni in bolezni in ob marsikaterem stavku, misli, sporočilu se lahko kar malce ustavimo in zamislimo. No, je predstava, ki je stara dobro leto dni, lani na Čufarjevih dnevih je bila premiera za zaključek. No, letos je tekmovala in pobrala nagrade, prav tako je pobrala nagrado v Pekrah na festivalu komedije, čeprav ni tista tipična komedija, pa vendar in še posebno priznanje in nagrado za glasbo. Slišimo, vidimo, zaznamo, da gre res za igralce, ki pojejo in pevce, ki igrajo. In vse skupaj vsi izvrstno. Res je izvrstna glasba, avtorska glasba, tudi besedilo je avtorsko, tako da smo lahko hkrati ponosni tudi na to. In spodbujamo čim več avtorskih besedil, čim več takšnih dogodkov. V glavnih vlogah blestita Mitja Šinkovec in Lucija Vidic, ki zase pravita, da sta jima vlogi predstavljali precejšen izziv. Ja, jaz igram vlogo Nine. Nina je zelo taka, kako bi rekla, punca blizu 30-ih, ki bi se rada ustalila, ustvarila družino, ampak ima partnerja, v katerem pa ne čuti, da si on tega želi, zato ga želi pustiti, ampak medtem, ko ga on ne želi pustiti, on želi njo zasnubiti, tako da se tega pride nek zaplet in iz tega razplet in zgodba in vse. Se vse povedala, mislim, jaz sem pa v bistvu čisto nasprotje, ker sem v resnici jaz. V bistvu sem tak depresiven človek v bistvu. Ja, a ne? A sem? Ja. Ja, po moje, da ja. No, tak. Ne vem, no jaz tudi v bistvu, ne vem, vmes pride še ena zadeva, ki je v bistvu ful pomembna za del te zgodbe, ki pač ne smem razkriti, ali lahko razkrijem se, ne vem. Ne. V glavnem, ja, drugače pa načeloma se super zabava v tej vlogi, zato ker je pač, kot sem rekel, čisto drugačna, kot sem. Tudi moja, ja, tudi jaz sem daleč od te osebe. Ja, najprej veliko se pogovarjaš z režiserjem, bereš tekst, on ti pove, ko moraš kaj naglasiti, ko moraš povedati, potem si ti mogoče malo drugače predstavljaš vlogo, kakor si on zamislil, ali pa tudi pisatelj. V glavnem, pač skozi proces to vlogo spoznavaš, pa tudi še zdaj skozi igre se spoznavamo, v resnici, kako vlogo imamo, ne, tako da to je nek proces, mislim, greš skozi njega med vajami in pa med predstavami. V bistvu nikoli do konca ne spoznaš točno, kako bi, pa kaj si v bistvu. No? Saj tako, kaj je rekla, skozi igro se pol to razvija in je v bistvu skozi vsaka igra, vsakič, ko igramo, je drugačna. Čeprav vemo vso zgodbo, vse vemo, samo občutki so drugačni v bistvu. Iščeš, se raziskuješ, zanimivo. Ostali igralci pravijo, da jim njihove vloge niso predstavljale večjih težav, saj se z njimi lahko povežejo tudi v vsakdanjem življenju. Ja, torej, jaz sem best friendica Sonja. Jaz pa best friend Bojan, oziroma Jan. Bojan. Tako. Ja, to se je razvila interna fora. Drugač pa, ja, gre za romantično komedijo Songi, skoraj musical, glede na to, da kar veliko pojemo. In sicer najni vlogi, ja. Torej, mi smo taka zelo podporna člena, pa zabavna, pa ja, vse. Zanimiva. Vse, kar frendi rabijo, no tako. Ja, jaz težko primerjam s čim drugim, ker je bila v bistvu to moja prva predstava. Jaz sem ko sem bila na porodniški, v bistvu sem šla na audicijo in potem smo začeli z vajami in tako in sem gotovila, da mi je to zelo lušten, da imam rada gledališče, kar sicer prej nisem sploh vedela. Tako da ja, zdaj pa mislim, da zelo uživamo, imamo zdaj že kar nekaj ponovitev in gremo naprej. No, zame bo to danes druga. Tako. Ja, jaz pa tudi v preteklosti sem pač v gledališču že nastopil, zdaj pa je kar 20 let, lahko rečem, da ne. In v bistvu sem prišel v eno utečeno predstavo, tako da ne vem, a mi gre dobro. Zelo dobro. V bistvu najina vloga je, lahko rečem v imenu obeh, sva neke vrste ljubeča starša in tudi dobro razumevajoča zakonca. Tako razumem iz vloge. Kako pa ti? Ja, jaz se strinjam. Ja, ker to se tudi na koncu vidi,
na poroki, no, se to dokaže, da sva ljubeča starša. Čeprav midva v predstavi, midva starša ne veva, kaj se dogaja z najinim sinom. Midva ne veva vsega. No, tako. Avtor besedila je Gregor Čušin, režiral pa je Gaber Kristjan Trseglav. Glasbo je napisala njegova soproga Nataša Vester Trseglav, ki je v predstavi tudi nastopala kot klaviaturistka in vokalistka. Ja, inspiracija za to glasbo je bil v bistvu tekst, ker je tekst od Gregorja Čušina, ki je avtorski, je tako močen, da je bilo zelo enostavno narediti, ker te kar vleče in nese. Smo pa izključno delali bolj preproste skladbe, se mi zdi, ni nekih komplikacij, pa tudi zasedbo smo dali bolj komorno, zato da lahko v bistvu komponiramo vse na oder. V bistvu so vaje potekale posebej, koreografske smo imeli posebej smo imeli glasbene vaje, veliko vaj. V bistvu mogoče tudi nekje so bili aranžmaji postavljeni mečkan drugače, pa smo jih pol zadnje minute skorigirali, je pa glasba dosti delana oziroma pisana direkt na njih. Se pravi, ne vem, glede na njihove barve, na njihove obsege, tako da jim se mi zdi kar dobro leži vsem. In vsaka predstava je malo tudi moj otrok na vse zadnje in me skrbi zanj in me veseli na vse zadnje. In najraje spremljam potem, ko je že enkrat rojen, na premieri imam vedno tremo, seveda. Potem pa vsaka naslednja mi je pa res užitek in najraje potem gledam ljudi, kako sprejemajo to predstavo, tako da skoraj vsako predstavo vidim kar vsakič. In je to posebno doživetje, ker res doživljate, kako sprejemajo, kako dojemajo, že pričakuješ, kje bo smeh, kje bo začudenje, kje bo strah, kje bo kakšen zdih. In potem to spremljam, kako katero od občinstev, seveda so včasih zaključene skupine, pa nekako drugače odreagirajo. Zanimivo je spet jih spremljati na tekmovanjih. Muzikal je zabaven in kratkočasen, vendar ni namenjen izključno zabavi in pozabi, temveč tudi premisleku in pogovoru s samim seboj ter bližnjimi.